srečam, Pa pol nanese, ja. ampak je vsi bila papir, tako da se lahko ne teže. Da škoda papir dobiti nek slep, če smo ga uspeli dobiti, je izjemno lahka knjiga, vlažila pa to. Dober večer, lep pozdrav vsem skupaj, srečanja z ustvarjalci, prav gotovo danes zelo zanimiva, aktualna, kajti naš gost je Tone Komat, Domžalčan, kolumnist, ponosni kolumnist, domžalskega slavnika, seveda pa smo zadnjič imeli tudi težave, ki se moja kolegica zmotila, kronist pa kronik. Pa moram reči, da je kar huda zamera nastala. Tako da upam, Tone, da mi boš tole oprostil, ne? Kolumnist. Vse pa piše tudi kolumne, tisti, ki to spremljate, redno za revijo Zarja in pravzaprav iz teh v večinski meri je nastala tudi knjiga, o kateri bomo nocoj več govorili, predvsem bomo pa govorili tudi o najbrž tistem, kar je smiselno o aktualnih stvareh, o aktualnem dogajanju, najbrž vas to tudi mnoge zanima. Jaz bom za uvod samo tole rekla, redni kolumnist in mislim, da tudi tvoj prijatelj Bernard Nežmah je rekel, da pravzaprav vsako leto, tam nek konc novembra, da se ti kot en tradicionalni koledar, da kar že vemo. Konc novembra je čas, ko Tone prinese, pripravi, izda novo knjigo. Najbrž ne samo zato, da bi bil koledar, ampak zato, ker je takrat knjižni sejem. Vsaj meni se malo zdi. Vedno temperaš tako, da do knjižnega sejma je knjiga zunaj in ti v spodnjem kleti pravzaprav to knjigo tudi prodajaš oziroma se srečuješ z ljudmi, se mi zdi najbrž, da je to tudi eden od smislov tega početja tam, ker najbrž te ljudje srečujejo in ti marsikaj pripovedujejo. Tako da knjiga nosi naslov Brodolomci na splavu Meduze, knjiga oziroma slika, ki je tudi na naslovnici iz leta 1819, zato sva jo tudi izbrala, da pravzaprav o tej sliki, ki ni kar tako na naslovnici knjige, poveš kaj več, ker mislim, da nosi v sebi izjemno veliko simboliko. Tako da izvoli, Tone. Hvala za vabilo, obisk in sodelovanje. Ja, ta slika znamenitega slikarja Teodora Géricaulta je bila končana 1819. Moram reči, da sem srečal ta motiv nekje v času gimnazije, pa niti ne vem, v kateri knjigi je bila ta slika reproducirana. Dejstvo je, da mi je ostala v neizbrisanem spominu. Me skozi celo življenje ta slika nekako spremlja, ta neverjeten motiv, ki je zelo impresiven. No, imel sem čast, da to sliko v živo vidim v Louvru. Moram reči, 10x7 metrov je velika stvar, ne? To je neverjetno, no, in mislim, da sem eno uro preživel na tisti klopi in si dal pol duška za nazaj vsa leta. No, in iz motiva te slike, ker bom nas predstavil zgodbo, ki je slikarja pripeljala do tega motiva, je toliko analogij ali pa podobnosti s sodobnim svetom, da je to fascinantno. To je neverjetno, torej splet dogodkov, ki je pripeljal do tega veličastnega slikarskega prikaza, je potekal pa takole. Torej, vsi vemo iz te osnovne zgodovine, da 1815. leta je padec Napoleona, padec Francoske republike, tam se restaurira monarhija, no in iz tega obrata, iz te restauracije, iz tega koraka nazaj v razvoju Evrope, sta nekako veliki sovražnici Anglija in Francija postali veliki prijateljici, skratka neka povojna sprava. No in da bi Angleži potrdili to
novo prijateljstvo s Francozi, so jim podarili luko Saint-Louis v sedanjem Senegalu. No, zdaj jasno, luka je postala last francoskega kralja, no in kralj je poslal 4 ladje, da s temi ljudmi, ki so bili posadke gor, prevzamejo to luko v upravljanje in jasno zadnji bil kolonializem čisti. Torej so te posadke sestavljali in uradniki, in vojaki, in ves ta kader, ki mora upravljati z nekimi kolonijami. Torej, 4 ladje so odplule na to plovbo iz smeri Francije proti Senegalu, proti tej luki Saint-Louis. Ta plovba se je začela 1817. leta, v juliju. No in med njimi je bila tudi fregata Meduza. Kot že ime pove, fregata, to pomeni bojna ladja, ki je imela številne topove in jasno vojaško posadko. Zdaj, tragedija se je začela v tem trenutku, v štartu že, kajti kapitani teh 4 ladij niso bili imenovani zato, ker so bili dobri kapitani, pa so imeli odlične izkušnje v plovbi, ampak pa okoljni laiki, ki jih je pač oblast dirigirala po nekih zaslugah političnih. Kako? Koliko je danes? Vse, govorim, da koliko je podobno zgodba. Torej, kapitani so bili imenovani po zaslugah, ker so pač želeli biti kapitani, zdaj pa je malo eno ladjo vodo in tako naprej, poznamo te zgodbe z te politike, kot je prijatelj rekel. No in jasno, te kapitani so prevzeli te 4 ladje in za uvod, ko je ta flota mala izplula iz Francije, so se tako izgubili. Niso več pluli v neki formaciji, ampak vsaka ladja je tavala po svoje po morju in iskala Afriko. Zdaj pustimo une 3 ostale, dajmo se posvetiti Meduzi. Kapitan Meduze si je zamislil fantastičen načrt, jaz bom kar v obali Afrike plul in ko bo zagledal neko pristanišče, bo šel vprašati, da je tam že Saint-Louis ali kakšno drugo in bom nekako že najdel, kje je ta Saint-Louis. Totalen štrabajzer sistem, ne? Poznamo to. No in skratka, tako so pluli v afriški obali in na koncu zagledal spet neko luko in kapitan prav, tole pa sigurno Saint-Louis, gremo kar obrniti ladjo proti bregu, to je naša luka. Nakar je pa en od teh le mornarjev tam, je rekel, tlele so pa nevarne čeri in plitvine, dajmo njega lomiti, dajmo mi meriti globino morja, da ne bi slučajno nasedli. Ne, ni govora, tle bomo mi kar direkt šli. In so šli. In jasno, ladja je nasedla. Problem je v tem, da je bila takrat plima. In tistih par mornarjev, ki so imeli izkušnje, niso imeli pa, bi rekel, mandata, da komandirajo ladjo, so kapitanu rekli, dajmo takoj topove dol vršt, da bo ladja lažja, da se bo dvignila, bomo lahko vse rešili teh čeri, tega, da smo nasedli, kajti dno ladje je bilo še celo. Nekaj je kapitan rekel, ni govora, orožje, topovi so temelj francoske moči. Mi se ne bomo razorožili. Nekaj je ta mornar rekel, gledajte, lahko bila žrtve. Če bo, zdaj bo oseka, ladja bo nasedla, orang, bo počela dno, voda bo udrla v ladijski trup in potem bo cela posadka, ki se štela nekaj čez 200 ljudi, ogrožena. Kapitan se ni odrekel orožja. Tudi danes imamo dileme in pri nas v Sloveniji in v Evropi, da je treba kupiti orožje, ne pa izboljšati socialno državo. Orožje je bolj pomembno, ne, kot je Maslo. Kako? Kot maslo. Kot maslo. Ali topovi ali maslo, ne, to je geslo. No, skratka, bila je oseka, ladje počelo dno, voda je udrla not in potem jasno panika. Naredili so splav, to je tale splav, in rešilne čolne so imeli, ampak rešilni čolni so bili namenjeni samo za elito, za vodilne. Raja je šla na splav. Ta splav je v razmerju do ljudi, že rekel naslikal v naravnem sorazmerju. Tele gor vidno 20 ljudi. V reševalni akciji je bilo 150 v tem splavu. Vsi so lahko samo stali netesno, kajti nihče se ni mogel usesti, kajti zaradi teže teh 150 ljudi so imeli do pasu vodo.
Jasno, da valovi so pol odplaknili vse zaloge hrane, večinoma in pijače. No, ampak po štartu naj bi te reševalni čolni z vrvmi vlekli ta splav do obale, kjer bi pač vsi nekako se rešili. Samo pol ure je trajala ta reševalna akcija, vetrovi so zapihali, prišlo je do viharja, do visokih valov in elita je presekala vrvi in pustila te nesrečnike za splavu. Splav ni bil ne vesel, ne jadra, nič. Vihar je bil strahoten. Po 3 dneh, še enkrat ponavljam, da so ljudje stali v vodi. Da ni bez se mogel sesti. Je prišlo do grozovitega nasilja, do umorov, ubojev, samomorov. Ta agonija teh ljudi, ki so se borili na meji človečnosti, za golo preživetje, je dosegla grozljive afekte. No, na koncu je stalo 30 ljudi. Vse ostalo je bilo mrtvo. Pa šlo do kanibalizma. Mega orožja je bilo, niti orodja, ljudje so se z golimi rokavmi morili en drugega in žrli človeško meso strogo. 13. dan te agonije, torej še par dni prej moram povedati en detalj, ki je pomemben, se jih je 15 naredilo neko podgrupo in so rekli takole, telih drugih 15 bomo mi pokončali, kajti edina varianta, da preživimo, je nas 15, no in so šli 15 na kjerkoli način ubili, smetali v morje. No in na koncu je to 15-terico končno rešila neka ladja, ki je slučajno me preplula. Jasno, da je šlo za to, da se ta škandal, ki je bil itak grozovit, zakrije in francoska vlada je takrat plačala od teh 15, je uspela 13 ljudi podkupiti z velikimi zneski denarja, da so bili tiho, 2 sta pa spregovorili. No in jasno, kljub tej medijski podpori, karkoli se danes dogaja, in bil nihče od odgovornih kaznovan, niti kapitan, niti tisti uradniki, ki so jih imenovali. Skratka, vsi so bili nedolžni. Je pa slikar Željko stopil v kontakt s tema 2 preživelima in sta mu povedala vse detajle te tragedije. No in potem se je lotil leta 17, jeseni, te čudovite mojstrovine, ki jo je delal do avgusta 1819. No, da bi se popolnoma posvetil temu delu, se je obril, takrat je bilo to nenavadno, torej sploh ni izstopil na ulico svojega ateljeja, prijatelji so mu vsi hrano pijačo in tako naprej, ker je to delo dokončal. No, zakaj je ta motiv te ladje tok blizu, ne? Že prejšnja zbirka esejeva imela naslov Brodolomci na splavu Meduze. Pardon, ne Brodolomci, Potniki na ladji norcev. Še vedno v tej knjigi. No, takrat je knjiga dobila prvo nagrado na knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. No, zdaj, jaz mislim, da se razvoj gre v to bolj slabšalno smer, da smo že bolj podobni Brodolomcem. Piko na i mi je dal znameniti izraelski biolog, ki ima v 2 knjigi prevodu, tudi naša knjižnica jih ima, Homo Deus, ne, in Sapiens, to je Harari, in on pravi pa takole. Največja nevarnost sodobnega sveta je nova Noetova barka, ki jo pa Harari natančno opiše v svojih knjigah. Ne, in on pravi tako. Če bomo nadaljevali s to ekonomijo rasti, torej brezobzirne rasti, brezobzirnega pospeševanja pretoka redkih virov našega omejenega planeta v orjaške kupe odpadkov, se bo entropija silovito povečala, bomo pričali razpadu sistema, razpadu družbe in prva stvar, ki se bo naredila, kot Harari tudi piše, to je potrdilo mojo odločitev, je to, da bo elita na novi svoji novi barki pobegnila nekam na neko odmaknjeno otočje, kjer si bo uredila svoj azil, svojo privatno vojsko, s svojimi inženirji, tehniki, služni delavci in tako naprej in prepustila ostalo maso človeštva
da se med seboj ne pobije za omejene vire. To je diagnoza enega najbolj znamenitih biologov sodobnega sveta. Zato je ta knjiga v bistvu svarilo. Ne? Če ne želimo postati brodolomci, moramo se angažirati v tej smeri, poskušam vedno že več kot 10 let govoriti, da je izhod iz te krize neka nova ideologija, kajti dobro veste, da so vse ideologije tega sveta povzročile največ morije, trpljenja in da manipuliranja, ki smo ga danes priča po medijih, po množičnih medijih, ki nas delijo na leve, desne, desne, črne, ne vem kakšne, da se mi med sabo sovražimo. Zdaj še te izbruhi nasilja med ljudmi, sicer zaenkrat še verbalno, kaže samo na to, da je civilizacija prišla do roba in na ta način ne gre več naprej, kajti ne more biti 2-3 odstotke, 1 odstotek mega giga bogatih, na račun tega, da propada srednji sloj, da imamo preko milijardo lačnih, da se slame v velemestih presegajo milijone ljudi, da mladi nimajo perspektive, skratka vidimo, da je ta model družbe zavozil slepo ulico in če se odmaknemo od tega trušča medijskega, teh reality showov, ki jih imamo vsak dan, ki nam jih servirajo samo zato, da nam odmakne pozornost od bistvenih problemov tega sveta. Potem mislim, da ekonomija, ko so že tudi na tej knjižnici veliko poudaril, ekonomija neomejene rasti ima edino eno primerjavo v naravi in to je rakovo tkivo. Edino rak ima ekonomijo neomejene rasti in znega vemo, da ubije gostitelja, s tem pa tudi sebe. Torej gre za koncept, ki je morilski in hkrati samomorilski. In jasno, posledice takega koncepta so lahko samo uničujoče za množico ljudi. Zato je ves ta splet okoliščin in dejstev me navedel, da dam knjigi naslov Brodolomci na splavu. To ni knjiga, ki bi strašila, ker to ni moj cilj. To je knjiga, ki bi opozarjala, kajti tudi vnotri točno 100 esejev in vsak esej obravnava ločeno temo, posebno temo, vsak je berljiv zase, kot ena celota in vsak esej odpira eno bolečo stvar, ki se tiče našega vsakdana, s poudarkom, da se veliko teh stvari dogaja tudi v Sloveniji in bomo danes aktualna tudi. Aktualna. Sigurno. Vas pa tega tudi dorekla in pojasnila. Ja, vse te eseji so nekako nastajali 2016, 15, 17, 18, naredil se en tak izbor, in jih potem nekako tudi združil ene vsebinske skupne sklope, ampak jaz sem prepričana, da v tem trenutku to ne piše že nove eseje, tako da bomo rajšega vprašali, kaj je aktualnega tudi, ampak na začetku mora vseeno v knjigi reči. Moram reči, da tisto, kar je pri tebi meni zelo všeč in zdaj že pri tem prvem odgovoru si to nakazal, je pravzaprav ena velika širina. Širina tvojega razmisleka, ki jemlje iz zelo obsežnega spektra področji. Nazadnje tukaj si iskal simbolno metaforo v slikarstvu. Veliko se vidi, da bereš, citiraš mnoge avtorje, tako da pol sem že razmišljala, da bomo en tak mehen uvod oziroma vkljup naredili, ali pa ga bo kar zdajle. Glede na to, da pravzaprav, ne vem, citiraš Junga, Umberta Eka, cel kup avtorjev, ki se vidi, da so tebi zelo ljubi, eden od njih tudi Harari, za katerega prav gotovo si ga zapišite in si ga vzemite zdajle v teh zimskih večerih. To je res en tak vpogled v zgodovino, da boljšega pregleda zgodovine skoraj ni. Brez da bi se navajala neka taka faktografska dejstva, ampak so to neki
izjemni razmislek, ki se je ta gospod, mislim, da je bil tudi že enkrat ali dvakrat pri nas. Enkrat. Ampak deva ta okluk narediti zdajle, recimo pri teh avtorjih, pa smo jih v knjižnici, kaj pa ti zdajle bereš? Jungerja, Ernest Junger, nemški filozof, manj znan. Je manj znan filozof nemški, ampak je mene izjemno fasciniral, ker ni tist, bi rekel, najbolj medijsko pokrit, ne, ampak je pa vsaj po moji oceni ima največjo globino. No, jaz sem jasno tudi Jungerja uporabil v preambuli oziroma predgovoru k prejšnji knjigi Zemlja, voda, seme, ne, ko sem govoril o duhovni aristokraciji. To je bil pač Junger, ne. Po drugi strani pa teh avtorjev skozi, ne, jaz imam polno polico knjig ali pa ki jih berem sprot, ne, in ne vem, kdaj bo nehal, ker to ne mogoče nekaj. No, kakšnega recimo lahko še, ne vem, posebej priporočaš zdajle, da ti je v zadnjem času kakšna taka stvar prišla pod roke? Ma ne vem, zdaj imam precej težje teme. Ni bolj zdaj sam ekološka. Ne, se ne, ki pa, vedno bolj prehajam filozofske vode, recimo Schellinga, ne, zadnji čas, potem, ne vem, zdaj imam že priprave na novo knjigo, seveda, ne, ki bo imela naslov Učilnica brez zidov, ne, je pač nov pogled na naravo. Večko mi je dal tudi Harari za misli, Harari se sprehaja kot biolog skozi zgodovino, ne, pa pelje bralca na sprehod od paleolitika preko zgodovinskih obdobij do danes. Mene pa bolj zanima en drug pogled biologa, da probam iz sedanjega časa peljati v prihodnost. Ne. Torej, to je jasno ta koncept, jaz pravim temu biosofija, ne, torej modrost narave. To smatram, da je to vedno bolj postaja moje življenjsko delo, kajti trdno sem prepričan, da narava ima vse rešitve za našo družbo. Evolucija je preigravala vse variante preživetja skozi stotine milijonov let. In če gledamo recimo en stari gost, ki ga imamo tudi blizu okrog Domžal, lahko na pogled, vidimo, da imamo v tem gozdu vse rešitve za našo družbo. Imamo, če uporabljamo te terminuse, ki jih mi uporabljamo v naši družbi, imamo sončni pogon, ne, ne naftni, ne. Vse je lokalizirano, nobenih odpadkov ni, popolna reciklaža, torej tisto, neki izrazi, v katerih v to smer se mi pogovarjamo, ne, so v naravi že narejeni. Torej tisto, kar rabimo, je en razcvet inženirskega duha, en razcvet domišljije, ustvarjalnosti in jasno povezava vseh teh novih rešitev, ne, z enim posebnim poudarkom. Veste, človeška družba je usmerjena na maksimalizacijo. Ne. Predvsem v teh zadnjih stoletjih maksimalizacija profita je tisto. Ne. Samo to je važno, kar maksimizira profit. Narava pa dela, narava dela na optimalizaciji, torej na mreži, ne, v kateri te mreži vsi dobivajo. Ne. Te profitni mreži, kjer imamo maksimalizacijo, se povezujejo, seveda, vse stvari so povezane. To je kot pletivo, ne. Imamo optimalizacijo in cel sistem deluje, torej vsi imajo korist od tega sodelovanja. Zato jaz pravim, da zanimivo, da biologe, ki jih berem, pač sodobni biologi, niso več, veste, neodarvinisti, ampak govorijo o simbiozi, govorijo o tem, da je tudi najmanjše sodelovanje boljše kot je konkurenčnost. Kar bi lahko prenesel tudi na družbo. Seveda, kajti neodarvinizem nas pa ravno kontra uči in to zelo rabljajo politike, ki govorijo, ok, tisti, ki je milijarder pa milijonar, pa dobre gene, je zmagovalec boja za obstanek, ne. Vi, ki ste poprečni pa reveži, vi ste pa zgube, ste evolucijski poraženci, torej kaj zdaj jamrate. Če smo del narave, potem tudi za človeško družbo veljajo naravni zakoni in če je neodarvinizem vrhovni zakon narave, potem velja tudi za človeško družbo in je stvar ad acta. Mi se potem pogovarjamo več in nam rečejo, ni alternativ, ampak so. Kajti oni jih nimajo, mi jih imamo. Ja. Jaz sem nekako si
pripravila mogoče nekaj vprašanj takih, ki se jih ti tudi dotikaš tu in so aktualne. Ena stvar, ki si jo omenil, je pravzaprav izhaja že iz slike in si že nekoliko razvil to pač tezo, kako bogataši pripravljajo izhod zase, ne. Ja. Mislim, da to mogoče lahko še kakšen stavek poveva, ne, o tem. Ampak to je pravzaprav vidno iz dneva v dan in dokazljivo, ne. Tudi pri določenih, zdaj bi rekla, ne samo, da bi se iskalo kraje na zemlji, ne, pravzaprav zdaj že zemlja ni več edin kraj, ki bi ga poiskali za to svoje varno zatočišče, ampak tudi izven, ne. Zdaj včeraj gledala, mislim, da vesoljsko ladjo, ki si jo je zamislil ta veliki Bodo realni, ni šans, da bi kdorkoli lastnik Tesle. Ni šans, da bi kdorkoli iz tega planeta pobegnil v kozmos, ne. Ampak to oni ne iščejo rešitev, ne, to je bila poanta. Ne išče se rešitev, kako izboljšati življenje na Zemlji, oziroma za vse, ampak samo kako rešiti svojo reč. Dobra rešitev je, da so tudi neki protiatomski bunkerji, ki se dogajajo, pa neke eksotične tope. Ampak jaz bom zelo pragmatičen, v naslednjih 20-30 letih bomo vse to doživeli. Že danes velja, ko sledimo okoljski kriminal, je vedno načelo follow the money, ne, torej sledi denarju. Pet denar je pa šutov, ki je kotišče zla. No zdaj jasno, če sledimo denarju, trenutno na neke deviške Kajmanske otoke, saj veste, kako je s temi, eni bi bili z dušo Kajmanov radi device, pa to ne gre skrb, ne. Tako da, ja, follow the money, ne, če greš slediš denarju v davčne oaze, potem jasno si gospoda pripravlja tudi neke oaze na fizični ravni, kar ni to nimen problem na tej zemeljski olju. Če bi je do atomskih eksekucij, potem pač so tudi protiatomski bunkerji, ampak jasno po tem pogojem Zemlja uničena za stoletja, ne. Torej, gre za to, da enostavno koncept neomejene rasti ne gre v kontekst evolucije življenja na planetu in je protinaraven, protievolucijski, predvsem pa protičloveški. Mogoče to drugo vprašanje, za katerega sem tudi prepričana, da se ti z njim ukvarjaš in razmišljaš že v ta razvoj IT tehnologije, ne. Zdaj je bil ta sejem v Las Vegasu, malo sem opazovala, roboti tu, roboti tam, avtomatizacija na vseh področjih in se mi zdi eno od ključnih razmislekov v prihodnosti tudi v tem, ne. Kdo bo sploh še imel delo, oziroma prebivalstvo se povečuje, vemo, kaj pomeni delo in ustvarjalnost in kaj to pomeni za njihovo duševno zdravje tudi, rekla, ljudi. In na drugi strani zdaj se je ta silna zgodba, kako ob robotizaciji sploh še zagotavljati kakršnokoli oziroma dovolj dela, dostojanstva in vsega, kar ga prinaša za ljudi. Ja, takole, ne, če gremo... Kakšni so tvoji razmisleki, recimo, v zvezi s tem? Ja, če gremo večkrat nazaj, torej, Friedrich Nietzsche je že dolgo nazaj zapisal, ne, Bog je mrtev. Ne, in je s tem tudi definiral, kaj je to nihilizem, ki preveva sodobni svet, ne. Torej, ta smrt Boga je pomenila padec vseh etičnih in moralnih norm, formalno, če gledamo, ne. Ampak zdaj, to, kar se je povzpelo, ne, namesto tega padlega Boga, je bil vulgarni antropocentrizem, torej Boga smo umaknili, da smo postavili na prvo mesto človeka. Antropocentrizem, torej človek kot merila vsega. Ampak tole, kar smo zdaj rekla, je pa nadaljevanje tega. Vemo, da antropocentrizem pelje točno v to promocijo sebičnosti, promocijo profita in neomejene rasti in bogatenja, tako elite. Zdaj se pa dogaja en fenomen, ki nam ni to blizu več, že ne, še ne to. Torej, kot je bilo omenjeno, robotizacija, avtomatizacija, vse to pomeni, da bodo stotine milijonov ljudi ne samo nezaposleni, ampak nezaposleni. Kajti z avtomatsko proizvodnjo, velikoserijsko proizvodnjo, bo ogromno ljudi postalo nepotrebnih. In kaj bo s to maso? Kaj bodo počeli ti ljudje? Kako bodo preživeli?
od česa bodo živeli. Vsi ne morejo biti pravniki, pa zdravniki, pa računalniški programerji, ne. Ta smer pomeni pa neko drugo nevarno. Če sem prej rekel, da je človek ubil Boga, da je postavil sebe na prvo mesto, v tem trenutku smo na drugi prelomnici, da bo človek umaknen in bo na prvo mesto postavljen stroj. O tem pa je izjemno pronicljivo piše že Ernest Jünger, tudi in predvsem pa jasno Oswald Spengler v svoji knjigi Zaton zahoda, ki že pred 100 leti natančno napoveduje, kaj se bo dogajalo v tem času. Fascinantna knjiga, sicer je debela, tam 100 strani, ampak na srečo imamo v slovenskem prevodu, torej Oswald Spengler Zaton zahoda, ker on ne gleda zgodovino kot črto, kot linijo, ker gremo skozi čas, ampak kot krožni proces. Vsaka civilizacija ima en zametek, en vzpon, en vrh, en zaton in propad. In po vseh kriterijih ali pa definicijah je Zahod v propadu. Oziroma trenutna civilizacija, ja. ta zahodna civilizacija. Je v totalnem zatonu, kajti nič novega se ne producira, ponavlja se stare stvari. Če gledamo še druge parametre, recimo, ki so zanimivi, kaj s kreativnostjo oziroma ustvarjalnostjo človeštva. Jaz sem neko zanimivo študijo bral, ki so naredili iz NASA centra v Kaliforniji, skupina raziskovalcev, ki je spremljala, kaj se dogaja z ustvarjalnostjo zahodne civilizacije zadnjih 500 let. Ogromno parametrov so upoštevali in so ugotovili, da je zahodna civilizacija dosegla svoj vrh, da boste verjeli, kdaj, v ustvarjalnosti leta 1883, od takrat naprej smo v zatonu. In če gledamo zdaj mi dogodke, kakšen je bil silovit razvoj znanosti in umetnosti v 19. stoletju, torej v koncu fizike, kemije, vseh teh temeljnih strok, matematike, karkoli, astronomije, medicine tudi. To je en parameter. Drug parameter. To, če gledamo celo človeštvo, marsikdo bo rekel, saj danes imamo tudi vrsto izjemnih odkritij, ampak nič novega ni. To pogledaš kot celoto. Nič novega ni. Pazite, koncept čipa je bil definiran že takoj po drugi vojni s konceptom tranzistorja. Torej, mi smo samo pospeševali hitrost procesa, nič novega ni. In če gledamo recimo fantastično medicino, ki smo vsi hvaležni, če dobro dela, medicina je izjemno napredovala recimo v diagnostiki, pa v kirurgiji, popolnoma stagnira pa na interni medicini in na ostalih področjih medicine, ker je od antibiotikov nič novega ni poglednega. Torej, tudi če gledamo fiziko, velika fizikalna odkritja, odkritja v kemiji, pojdite gledati spisek Nobelovih nagrajencev, boste videli, da gre več za popravljanje druge pa tretje decimalke, nič revolucionarno novega ni odkritega. Torej, vidimo, da je stagnacija na vseh področjih, da ne govorimo o tem, o razkroju družbe, Res sem tu zdaj eno študijo dobil, ki je v bistvu metaanaliza, ki je pač upad moškega libida v svetu, ne samo spermijo, plevilne sposobnosti, pa vse to, kar je zdaj velik problem, pa neplodnosti Zahoda. Problem je v tem, da je ta upad linearen že zadnjih od leta, torej dve metaanalizi sta, ena obravnava od leta 1937 do 2000, ta druga pa od 1997 do 2015, in pad, torej preklop je vmes, upad je 10% na 10 let, torej pomeni, da nekje okrog leta 2050-60 praktično ne bo več plodnih moških, ampak če vidimo, da je ta upad števila povezan z upadom titra testosterona, pomeni, da ta moški zginja, moškost. Jaz govorim zdaj o libidu, ne o enem razbojniškem pijanem decu, ko pretepa otroke pa ženo. Govorimo o pravem decu, Govorimo o mož besedi. In če gledamo parado teh politikov, ki svetijo po ekranih Evrope ali pa sveta, ali pa Slovenije, vidimo, da imamo opravka z čudnimi tipi, od narcisov do sociopatov in psihopatov. Torej vidimo, da to že se reflektira na medijski sceni in paradira. Tako je ta upad ustvarjalnosti se reflektira na vseh koncih in krajih, in da ne bom zdaj nadaljeval teme, ki se bom zdaj lotil, kaj se dogaja v naših šolah.
ne, kako se promovira dobesedno in favorizira fah idiote, torej prosperirajo samo piflari, vsi otroci, ki so pa imajo izjemno inteligenčne potenciale, ki so ustvarjalni, kreativni, karkoli temu rečemo, so pa moteči. In slej ko prej padejo pod diktat nekih sociologov in psihologov, ki jih maltretirajo. Torej, vsak izjemno nadarjen otrok je danes žrtev tistega, kar hoče ustvariti v bistvu produkcijo fah idiotov, pridnih, ponižnih, piflačkov, ki znajo se na pamet naučiti, ko se nekaj zapomnijo, in tako so pa na koncu opravilno nesposobni, ko stopijo v življenje. To imajo še več v živo pove, kot jaz. Dobro, glej, lahko rečeva pravzaprav, da marsikateri znanstveno-fantastični film, ne, zelo zanimiv je, ko je človek naših let, ne, pa se spomne filmov, ki jih je gledal 10-15 let nazaj in so se ti zdeli fantastični, znanstveno-fantastični, ne, danes so že realni, oziroma so pravzaprav stvari že dogajajo, so že tu. Tako da pravzaprav lahko govorimo kar o eni veliki pronicljivosti mnogih, ki so razmišljali o prihodnosti. V bistvu je tako, ne, da če gledamo zdaj dva temeljna postulata moči, ne, tistih, ki imajo moč in meč v tem svetu, potem vidimo, da je to pač neka politika, pa neka ekonomija, da so vse ostale stroke zapostavljene. Samo pogledajte, ekonomija gleda od bilance do bilance, torej vsak let posebej, no nas zanima, kaj bo čez 5 let. Morda dela neke projekcije, ampak vsebinsko pa nič. Politike zanima samo, kaj bo od volitev do volitev, torej da 4 leta. Nihče ne razmišlja o prihodnosti, ne? To je ta deficit, ne? In če opozarjamo, recimo že vrsto let vsi, kaj se dogaja z znanostjo, ne? Da je postala dogma, ne? Torej tisto, kar je bil nekoč odnos, recimo srednjeveške velike cerkve, ne, do tako znanosti, ki se je rojevala, jih je mrzlo končal na armadi, ne, med drugimi tudi kakšne nedolžne ženske, predvsem nedolžne milijone žrtev je bilo. Danes vidimo, da imamo dogme, ne, recimo primer take dogme, ki je zelo pomemben, ne, torej epigenetika je eksplodirala kot stroka v svetu, ampak še vedno bila genski determinizem, ker je to paše oblasti, ne, ko sem prej omenil, da smo žrtve svojih genov. Pa to ni res, ne, v bistvu nov pogled, ta velika revolucija v biologiji govori čist neke druge zgodbe, ne. Ampak vedno rabimo 10 let, da se ta obrat počasno naredi, s tem, da jaz sem ti, ki imajo moč in meč, zavirajo na vseh koncih in krajih, da se do te spremembe pride tudi v šolskem sistemu, da ne govorimo o univerzah in nekih učnih programih, ne. Ja, midva bi lahko pravzaprav še zelo dolgo govorila, ker v tej smeri, ne, ker mislim, da res ta tvoja kvaliteta je ravno v tej širini, ne. Meni se to zdi. In zato je to tvoje knjige zelo dobro brati, ker pravzaprav marsikdaj iz kakšnih aspektov pogledaš, ne, in se mi zdi res to najbolj pozitivno, no, ta res en dvignen pogled in ne ta ozek, ki je danes pravzaprav marsikje prisoten, ne? Ta parcelizacija ali pa to ukvarjanje na ozko je pravzaprav zelo prisotno. Ampak, če sva nekako prišla do neke polovice, pol mislim, da je zdaj čas, da sicer vas povabiva, da si knjigo vzamete v roke, ne? Da jo preberete, ker je res zelo zanimivo. Meni je bilo tudi zanimivo, ker sem kakšne od teh kolumn že sprot brala, ne. Pa jih potem še enkrat pogledaš, pa jih prebereš na drug način, ali pa vidiš, kako so se kakšne od tvojih stvari tudi odvile, ne. Ampak da mogoče vseeno greva še na tisto, kar sem prej omenila, na aktualne stvari, na stvari, ki se v tem trenutku dogajajo, in mislim, da ena od teh je prav gotovo Moravška zgodba, če jo tako. Pri vas doma imate Moravško Maro, zdaj pa še Moravško zgodbo, če tako rečem, ampak ni smešno, ne. Stvar je kar resna in vidimo v zadnjih dneh, kako se odvija, pa se mi zdi, da je
smiselno, da danes iz prve roke še kaj dodatno izvemo. Mislim, da več ali manj stvari poznate, veste, da je v Moravčah termit, da termit koplje kremenčev pesek, kar ni nič narobe, in potem v te luknje, če tako rečemo, vse te stvari, ki vstajajo, potem naj bi zasipali z določenimi gradbenimi, nenevarnimi odpadki. Ja. In to se dogaja že zelo dolgo časa in se je zdaj prišlo do hudih dvomov, kaj se v to resnice kopava. Zgodba je zdaj tukaj, danes smo pravzaprav spet kar v prvih novicah poslušali stvari in evo, mislim, da bi bilo zelo dobro tole, da nam še kaj pojasniš, kako si ti v to zgodbo prišel, kako si bil povabljen in kaj recimo še kaj takega, kar zaradi česar bo pa zelo pomembna zgodba, ne? Ja. Za naslednje mesece. Koliko časa bo recimo ta študija, ki je zdaj napovedana približno, koliko časa bo trajalo, da bojo ti rezultati zunaj? Ja, minister je rekel, da 14 dni, ne? To se pravi, to ni neko prav dolgo obdobje. Ja, ne, takole, no, s to moravško zgodbo, jaz sem res tudi vezan na Moravčane, posredno preko žlahte, ne, ko ste lahko rekla, ampak itak je to lepa dolina, no. Meni se tako dogaja, ne, tam, ko imajo ljudje velike probleme, predvsem, ko se začne kakšno obolevanja, in potem se ljudje ustrašijo, se samo organizirajo neke skupine za odpor, tako je to ljudska iniciativa, civilna, kako se reče. Torej, meni so Moravčani povabili, tako kot sem že prej v primeru Lafargea, pa v primeru Anhoga, pa v primeru Cinkarne Celje in tako naprej, prosili za pomoč, ne, in smo se dobili, to je bilo že po zimi leta 2016, ne. Smo se dobili in sem prepoznal to njihovo štorijo, ne, ki je trajala, no, in da bi utrdil to, kar bom zdajle povedal, zdajle boste marsikaj takega izvedeli, kar še ni v menih medijih, ko imam neke dokumente s sabo, ki jih mi držimo še za Jolija, za duh moš imeti v žepu. Čisto zga tudi ne smeš povedati. Čisto zga ne bomo mogli skoraj vse. Domžalčanom moram povedati, sem domačin. No, skratka, takole je bilo, no. Jaz sem lih prišel v Domžale, to je nekje 10-11 let nazaj, ko me je nek mož, ki sem ga poznal, z Moravške doline, prosil, če bi šel z njim do župana takratnega, je lih nastopil svojo vladavino, da imajo neke probleme, da bo župan to pojasnil in tako naprej. No, skratka, sva šla župana je sprejel, no in je povedal tako, ne. Ljudje so zaskrbljeni tlele, pa ste tega 11 let. Tle se marsikaj voz tudi po noč, čudni vonjave se širijo iz teh izkopov, prah, čudni izcedki, reka je, potok je vseh možnih barv, od rjave, črne do zelene, rumene in tako naprej. Kaj ni storim? Jaz sem županu rekel, montirajte kamere, boste vsak kamion lahko posneli. In tablice, in ko kipa se vidi, ponovadi veste, ko vozijo te svinarije, je na vrh gradbeni odpadek, spod so pa sodi, ne. In ko se to kipa, se lepo sodi pokažejo, vsi jih vidi. Ker čim se skipa, se takoj zagrne ta pravi material, tako da se stvar skrije. To je znano po celi Evropi. No in jaz sem kasneje izvedel, bom ta dogodek povedal, tudi pa 2 dni pred volitvami županskimi, bi pa takratni podžupan povedal, torej v tistem času prej, pred 11 leti, da je vprašal župana, kaj ste se pa s komu tam zmenila, in je župan rekel, nič, ker vam pa tak honorar hoče, da ga mi ne moramo plačati. S tem je dal vedeti, da itak je to je laž debela, ne. Ampak jasno, kamer ni montiral, nič ni bilo narejenega in zadeva se vlekla naprej, dokler ni med ljudmi počlo. Zdaj pa, takole jasno, civilna iniciativa je pritisnila na župana, da je iz proračuna občine financiral tiste teste, študije so bili neki testi, ki jih je Geološki zavod, ki se zdaj rola po medijih,
delu in ko so neki vzorci šli na češko, v en češki laboratorij. No in jasno, to je prišlo do krepkih kiksov pri vzorčenju. Ne? Kajti, tle je ta povezava s Kemisom, veste, zdaj vam moram to povedati. Ne? Jaz sem bil zelo angažiran pri Kemisu, kajti tam za te tragedije tam so bili zelo zaskrbljeni starši, predvsem mladi starši, majhnih otrok, in sem bil 2 predavanja tam v vrtcih za starše, in sem jih opozoril, ki so tveganja, in dobro veste, da bi mogli tisti moment, ko je Kemis začel govoriti, takoj evakuirati vse ljudi. Takoj. Tako se dela v urejeni družbi. Ne? Sam jasno, tle morate nekaj vedeti, zakaj je bil Kemis pokrit s tepihom. Kemis, lastnik Kemisa je Gorenje Velenje. Gorenje Velenje se takrat prodajal. Pa, veste, da so ga kasneje Kitajci kupili. In če bi ljudje uspeli s kolektivno tožbo, ko se reče class action, ko bi šle od 100 ali pa 1000 ali pa 2000 ljudi skupinsko tožili Kemis, to bi prišlo do Evropskega sodišča, sigurno, in definitivno bi v Strasbourgu Vrhničani dobili prav in vse odškodnine. Zato je oblast naredila vse, da se prekrije zgodba Kemisa. In so goljufali z vzorčenjem na kvadrat. Država je bila pa lastnica tudi Gorenja, ne? Seveda so lastnica, ne? So. Kajti, kdo bi kupil Gorenje, če mu tako hipoteka s par 100 milijoni evrov odškodnin? Nihče. Zato je bila prva štartna goljufija v Kemisu narejena, tam se pojavlja še druga vprašanja. Od kje atrazin tam, ki je pa že 25 let prepovedan, so ga najeli precej ton not skritega in še mrzkej. Skratka, zadeva je bila potem nadaljevana, ta povezava, jaz sem to povezal, hotel povedati, da se je ravno tako v termitu v Moravški dolini delala goljufija z vzorčenjem. Kajti veste, da laboratorij ne more goljufati. Imate avtomatske aparature, to je plinski kromatograf, masni spektrometer, ko date vzorec not, se izriše graf, kjer vi po višini spajka vidite, kjera molekularna teža je in po višini vidite tudi, kakšna je koncentracija ene substance. Torej se lahko goljufa samo pri vzorčenju. In mi smo bili zelo pozorni, ko se je takrat vzorčilo pri Moravški dolini. Zdaj nam povedal, mi dovolite nekaj prebrati, ker imam ti dokumente s sabo, kajti na zahtevek ljudi so se pač te analize delale, hkrati se pa dogajalo še nekaj. Firma Termit je dala vlogo na ARSO, torej presojo vpliva na okolje, s katerim so želeli povečati izkop za 125.000 ton letno. Zato so vložili dokumentacijo in na osnovi tega še nikjer v medijih, je bila javna obravnava narejena. Zdaj bom povedal sam par zaključkov, boste videli, ki so failerji, boste lažje spremljali manipulacije, ki se bodo dogajale po medijih. Torej, ta ustna obravnava s terenskim ogledom je bila 25.8.2017, to je prvi datum. Jaz sem bil tam kot udeležen, oziroma soudeležen kot zunanji član Alpe Adria Green, mednarodnega društva za varstvo okolja in narave. Torej, 25.8. 19.9. istega leta je bil narejen zapisnik. Tle se pa že pojavljajo zanimive stvari. Torej, ta terenski ogled, na katerem so bili Termit, Alpe Adria, inšpektorati, občina, civilna iniciativa, ARSO, Geološki zavod in tako naprej. Ta zapisnik tega terenskega ogleda so ugotovitve takele. Ene par je bom naštel. Kar se tiče površinskih vodotokov, sta bila problem dva vzorca, kjer se voda iz CEA iz sanacijskega območja, tam so jasno najdene. In kar se tiče Drtišče, analiza, da se celotno pogleda cel zahodni del, ki ni bil pregledan,
saj se je ugotovilo, da se voda izceja v vrtišču. Torej, te izcedne vode ne, so se cedile, ker se plasti skozi premikale, ker niso bile utrjene in je vseh koncev curlal in je to teklo v vrtišču, jasno, da vrtišče pa naprej do Kamniške Bistrice pa pol naprej v Savo. Ne? In nihče ni pregledal sedimentov. Kajti ista zgodba kot pri Kemisu. Tudi nihče sedimentov ni gledal. In so takrat zahtevali, da se sedimente pregleda. Veste, če voda teče, skozi teče in skozi reči strupe sedimentov se pa deponirajo. In zakaj niso vzeli sedimentov? Je Geološki zavod Slovenije na te obravnavi rekel, načeloma je to dober predlog. Se pa bojimo, da bo težko dobiti dobre vzorce. Torej sedimentov niso vzeli vzorcev. Ne? Potem glede zdrsa te zemlje drsijo sem pa kaj, je tudi Geološki isti zavod, ki je zdaj benti proti civilni iniciativi, govori takole, ne, da bi moralo podjetje Termit utrjevati to, če se ne utrjuje terena, lahko ob močnejšem deževju spolzi, ne, kar lahko pripelje do večje katastrofe. To je ugotovitev samega Geološkega zavoda na terenu. Potem je jasno, da je češki laboratorij našel prekoračene 7-8 težkih kovin, poznamo od kadmija do cinka in tako naprej, tudi fenolov in vsega živega, kar je noter bilo. Potem so se našle številne snovi neznanega izvora, ki jih tudi niso identificirali. Neznane snovi v izcedkih in v samih vzorcih. Jasno to, da so ljudje imeli 10-20 metrske oblake prahu, okrog pa smrad, je bilo itak zapisano. Zdajle pa je pa bistveno pa to, kakšne naloge je dal Arso, torej Arso, ki poznamo, da je čas zelo čudno posluje v Sloveniji, kakšne naloge je dal Termitu po tem ogledu, to je pa bistveno. Torej 12.12. Ogled je bil 19.9., 12. decembra 17, imamo pa takole. Glede vzorčenja. Meje obravnavanega območja in lokacije vzorčenja so nejasne in brez legende in sploh ni možno razbrati, kje so dejansko vzorčna mesta za tla. Torej, popolnoma brez, ker v bistvu, če ti vzorčiš, moraš narediti neko prostorsko, torej ploskovno mrežo, kvadratov, in jih označiti. In vsak kamion, ki pripelje, morate, recimo, če gledamo kot šahovsko tablo, recimo na F6, in so bili ekipani te transporti. Tako da veš po tej površinski mreži, kje je kdo kipal not. Torej pa tudi veš iskati, kje boš zavrtal po tej karti, če kaj iščeš, kaj spornega. Tega ni narejenega nič. Potem naprej, v vzorčenje niso zajeti starejši materiali, ki so bili odloženi pred letom 2009. Takrat še nismo imeli dokumentov, da je Kemis te vozil. Torej so vzorčili samo novejše transporte. Po letu 2009. Nikjer ni navedeno, zakaj niso zajeti starejši materiali. Zakaj se niso upoštevali postopki za odvzem vzorcev, ki so predpisani. To je temeljna stvar, kako se vzorči. Zdaj pa ta glavno. Iz poročila ni razvidno, kaj je bil namen vzorčenja tal in kako so bila izbrana vzorčna mesta na tla glede na ta namen. Zato je treba jasno navesti kriterije izbora vzorčnih mest in utemeljiti izbor lokacij glede na namen. Naslednje vprašanje, zakaj je bila globina vzorčena samo 0 do 10 cm? To je eno prepisano. No, to se mi zdi tudi zelo pomembno.
Utemeljiti in obrazložiti je treba, zakaj glede na namen ni potrebno vzorčiti tudi nižjih plasti. Torej, če so v kemi so golfali takole, ko je kemi zgoril in so iz gorine začele padati na tla, v tistih prvih 5, 6 ali pa 10 dni, ker takrat ni bilo kakšnih posebnih padavin, in so bili vsi strupi na zgornjih 4-5 cm zemlje. Še ni prišlo v iztiranje dol. Oni so vzorčili tako, da so sonde imeli 20 cm globok. Torej so, če zelo banalno gledamo, če bi strup na 3 cm, so s faktorjem 7 krat znižali koncentracijo strupa. In jasno je prišlo, vse varno, vse v dopustnih dozah. Ne? Pravilno vzorčenje je bilo, da bi postrgali zgornjih 3-4 cm, tam dejansko, ker je strup padel in bi pač te podatke objavili. Ne pa da ujamljajo vzorc v intaktne globine, ker se pač z matematiko strup razreči. Telo bo obratno. Jasno, ko so kipali strupe, so jih zasuli z ta pravimi gradbenimi odpadki, vzorča se pa 10 cm. Torej, ni pa šlo do toksinov. To bodo zdaj minister odredil. Ampak predvidevaš, da zdaj ta vzorčenje, jaz mislim, da je to ključno, bo korektno, boste vi zraven, boste možnost imeli sodelovati pri tem? Ja, ne bi, ne, tako je bilo rečeno. Zdaj pa te tudi izrecno je ta ogled prikazal, da so bili na to lokacijo pripeljani materiali od drugod iz neznanih adres. In tako naprej. No, da no, predolgo. Zdaj še zadnjo partijo. Torej, s tem pismom 12.12.17 je Arso zahteval od Termita in ga pozival, da se najkasneje v roku 45 dni od prejemu tega poziva opredeli od zgoraj navedenih ugotovitev, predloži vse morebitne dokaze, nova dejstva in navede in utemelji. V nasprotnem primeru bo naslovni organ postopek nadaljeval in odločil na podlagi doslej predložene dokumentacije in s tem izločil Termit iz nadaljnjih postopkov. Rok 45 dni je bil postavljen 12.12. 17, dan smo 1.19. Enega papira ni Termit izdal, to je bila odredba državnega organa, ki ima vsa pravna pooblastila. Torej vidimo, da je neka firma toliko samozadostna in toliko arogantna, da ne šmegla niti države. No to. Vse s korupcijo rešovanje. Vse s korupcijo. Jaz mislim, da je še nekaj pomembno. Ne? Še nekaj pomembno, ja. Lejte, dogaja se v Sloveniji takole. Jaz sem dobil že velikrat v svojih dobi aktivizma anonimno pošto, kjer so določeni ljudje, imajo vest in etiko, delajo na odgovornih položajih, imajo določene podatke, ki so skrivni, naredijo fotokopijo, pošljajo. Torej, ne vemo, anonimno pride, jasno je treba to preveriti. Lahko je tudi natek, lahko te na krivo pot peljejo, ne boš vedno preveriti, ali gre zares za ver ali je to ponaredek. V tem primeru Moravške doline smo ravno tako dobili od neke osebe, neznane, zelo pomembne podatke. Kopije dokumentov, s katerih je razvidno, da je en uradnik dovolil, da se iz Kemisa prepelje v Moravče 200 ton materijala. Če bolj rečeno, da gre vse v tujino. In to je jasno, tam v naslednji pošiljki smo dobili še en dokument, kjer so pa šifrirani, so šifre, pod katero šifro kakšen material se voz, in navedene so tudi firme, ki so vozile preko 10 firm, in nobena od teh firm ni gradbena. So pa znane kemične firme vmes. Zdaj pa, če mi lahko nekdo pojasne, a je rentabilno peljati 20 kil gradbenih odpadkov iz Kopra v Moravče? 20 kil? Kaj ti si 20 kil bilo? Da so mogli iz Kopra peljati do Moravče. Kdo je to plačal za prevoz? Sigurno star cegu, ne? Ali pa betonski okruški, ne? Torej vidimo, da je zadnji en kup enih čudnih stvari, ne? Ali tisti uradnik podpisan? Kako? Tisti uradnik je dovolil, da je podpisan. Bomo ugotavljali, zdaj dokument imamo, ne?
Se ni problem ugotoviti, se to ministr ugotovil. Da se to ministr ugotovil, kdo to je izdal. Jaz mislim, da Leban bo šel do konca v tem primeru. Ne. Če je odstavil direktorja Arsota, ki je naredil seminarijo okrog frackinga, se je to do tema iz knjige. Zdaj lepo imamo, kaj? Dejva tole Okay, z Moravčem, mogoče, veš, da ne bova preveč preskakovala, zdaj, če še kaj takega, ne. No, skratka, zdaj bo še zelo burno, zdaj bo jasna kontraakcija, mi smo to pripravljeni bili, jaz sem tle zunanji udeleženec, torej poskušam pomagati, kot grbevi znam. Te ljudje, ki delajo okrog, so pošten. Dejstvo pa je, da Matej Balarič malo pretiraval, kot nič kutla. V tem svetu je treba malo pretiravati, da sploh do medijev prideš. Itak politiki pa še lažje zraven, da so pretiravali, tako da tle ni mega problema, po moje oceni, ne. No, jaz bi edin še to mogoče za percepcijo ljudi je tudi zelo pomembno, ne, Geološki zavod Slovenije. To ni nikakršen zavod in nikakršna javna inštitucija, ne. To je inštitucija, ki je v privatnih, zasebnih rokah, že dolgo časa, ne, tako da tle se včasih pojavlja s takim imenom, ki ga nosi nekdo, ne, in ga nosi Ne pa še prejšnjih časov kot neka avtoriteta, ne, Geološki. Žlahta od enega vodilnega termita je tudi en vodilnih v Geološkem zavodu Mingadi. Imamo tudi konflikt interesov, ne. Dobro, zdaj Pa še zavod ni registriran za jemanje vzorcev in analiz. Nima registracije. Zgodba je signifikantna, ne, spet en tak primer, predvsem v smislu, mogoče, da še o dveh stvarih v tem spregovoriva. Ena stvar je zaupanje v inštitucije. Kakšne so tvoje izkušnje, recimo, zaupati inšpektoratu, zaupati tistim, ki so podaljšana roka države, imajo neka pooblastila in pravzaprav na ta način naj bi bili v funkciji javnosti in družbenega interesa. Kakšne so tvoje izkušnje, zdaj recimo, ne? Mi mislimo, aha, če so se inšpektorati s tem ukvarjajo, zdaj pa bo to poskrbljeno, da bo tako, kot je treba. Kot prvo moramo vedeti, da je država v funkciji kapitala, ne pa ljudi. To vsi vemo. Se je cela Evropa tako. Nič novega, ne. Se moramo tega zavedati. Torej, po drugi strani moje izkušnje iz vseh teh polomij v Sloveniji, kot je bil Lafarge, pa kot je Cinkarna, pa ogromno tega je bilo, da ne govorimo o terminalih v Tržaškem zalivu, pa vetrnice na Valovi Rebri, pa elektrarne na Muri, pa ogromno. Pa zdaj se nove stvari dogajajo. Pa hmelj, ki je bil pomor v Socki, v tej vasici, za hmelišče in tako naprej, ki se zdaj tuširi proti Slovengradcu, je prišlo do upora 3500 ljudi proti temu, ne, ker ljudje imajo že, poznajo posledice v vasici par 10 km stran, ne, in tako. Skratka, glejte, tudi v Ljubljani smo imeli probleme z vodo, ne, s pitno vodo, kako so skrivali podatke, ne. Enostavno, tle sta dve varianti, ne. Ali inšpekcija pride takrat, ker ni emisij, to so delali pri Lafargeu, in to delajo zdaj v Anhovem, čeprav vemo, da je tam okrog Anhova se skur letno 11 ton odpadnih olj, ki imajo dioksin, ne, in je tam incidenca rakavih obolenj ena najvišjih v Sloveniji tam okrog. Samo pogledajte, tle imamo tudi en velik deficit zdravstvene stroke, torej inštitucij, ki ne bi skrbele za javno zdravje. Dajmo zdaj nekaj pogledati. Evropski urad za statistiko, ne, je ugotovil in to objavil, da je Slovenija po umrljivosti zaradi raka na prvem mestu v Evropi. Torej, najvišjo umrljivost za rakom imamo Slovenci. A je kdo od naših politikov odprl kljun pa to komentiral? A je zdravstveni minister stopil pred kamere, pa je čel govoriti kaj o tem? A je kdo od teh, ki skrbijo za javno zdravje, zgroženo, rekel, zdaj moramo pa resnično začeti kači zdrobiti glavo, da ne bomo padali en za drugim? Ne, nišče. Inštitut, ki je najbolj odgovoren za javno zdravje, v tem primeru raka, je Onkološki inštitut.
laž za lažjo producirajo. Mi smo imeli problem PCB-jev v Krupi, v Beli krajini. Ker je recimo primer, da je Novomeški inštitut za javno zdravje, torej laboratorij, je izjemno dobro analizo naredil. Oni so testirali in ribe, in kokoši, nek se pasejo zunaj, torej meso in jajca, mleko krav, tudi celo mleko doječih žensk. Povsod so najeli prekoračen PCB s faktorjem 20, 40, 50, 100-krat. In to 40 let po tragediji. Zgodba se bo ponovila v Kemis, verjete mi. In kaj je Onkološki inštitut komentiral te meritve? Ja, sicer je res incidenca raka na jetrih zelo povečana, ampak nikjer ni upoštevan alkoholizem. Ne moramo razumeti, koliko je vpliv alkohola, koliko je pa vpliv strupov, torej po domač vedeno, da dokranci so pijančki, zato imajo do raka na jetrih. Čau! Fertik, konc debate. In ta zgodba se skozi ponavlja. Zdaj so ravno te laži trosili tudi recimo so novinarji zahtevali pač komentarje Onkološkega inštituta, to ni bolnica, pazite, to je inštitut. Oni nimajo opravka s klinično prakso. Oni raziskujejo ta fenomen raka. So spet zamenjali, kaj je to incidenca, pa kaj je to smrtnost. In recimo, ko smo imeli primer Socke, ker je bilo od 124 prebivalcev 38 karcinomov, pokol je bil. Za te vasi sta me v istem dnevu oficialni zdravnik in lokalni župnik in smo šli pa to reševati in so spet lagali, da je incidenca raka v Socki v istem nivoju kot v celi Savinjski dolini, so se pa izognili smrtnosti, kajti incidenca je bila res 24%, ali pa smrtnost 49%. Vidite, kakšna razlika je, ne? In zdaj ljudje ne vedo, da je ta razlika bistvena, ne? Koliko je pojavnost, koliko pa ljudi umre zaradi tega. To se lahko to manipulira z mediji. Zdaj, če imate vi eno lokalno kontaminacijo, kot recimo bo Kemis bo povečal čez 80-12 let posledice, ali pa Moravško dolino zdajle, vse ljudje med tem že pozabil, zakaj je to bilo. PCB so pozabili, pa danes je priznano in se ve, da je popolna lumparija. Ja, nič se ne naredi. To je primer teh manipulacij, zato je spravno, da mi imamo največji problem kot aktivisti, da normalno je bilo, da ima država en fond, en sklad denarja, če je lokalna skupnost ogrožena, če čuti, da je nekaj narobe, če se zdravstvena stanja ljudi slabšajo, če vsaka hiša, bajta, se pa to reči, ima nekega rakavega bolnika, potem je nekaj narobe v tej pokrajini, ne? In ljudje bi morali imeti en denar, s katerim bi lahko plačali neodvisne raziskave, ne da so lažnive, ne da se vzorce jemlje, zato da se na način, da se zakrije problem. Ne? In tega nimamo, ne? Zdaj problem je jasno, ta denar zbrati med ljudmi, ne? Zdaj, če je zdaj pa edina pot to, kar počnemo, torej medijski pritisk, podpora novinarjev, ne, in jasno, nekakšni sil to države, da ona sfinancira neodvisne raziskave. Dobro, zdaj bomo prišla še na stik tega, zdaj, kako pa ocenjuješ novega ministra? Imamo lahko kaj več upanja, da bo morda bolj aktivno pristopil, da je neki zgodb je bilo pravzaprav, prav je, da se pove tudi kakšno dobro, ne? Vse sem tudi v tej izjavi, vse sva se pogovarjala že jutri, ne? Sem povedal, da je... Ta dolenjska zgodba, recimo, je najbolj bil pravi način, tam ki je gorel v tem drugem ekološkem centru, ne, oziroma... No, če bo Leben nadaljeval tako kot do zdaj, bo to prvi normalni minister, ne, morda bo zelo dober, kajti vsi dosedanji okoljski ministri so imeli značaj okoljske katastrofe, če mene vprašate, ne. Kajti so bili postavljeni v nekih partijskih linijah, strankarskih, ne, in biti okoljski ministri bi tako odpadek, ne. Vse te stranke so letele na una kronska državotvorna ministrstva, okoljski ministri v tem ne bodi si ga treba, in so tam dali od Darjavca do kdo še ni bil okoljski minister, da ne govorim ta zadnji,
ki je bila pa totalna katastrofa od ženske in tako, ki pojma ni imela v okolju nič. Bom samo eno anekdoto povedal, ko sem šla enkrat na neko oddajo, neko soočenje, ko sem šla iz maske v studio, mi je rekla, gospod Komat, ne preveč, ker nimam pojma. Pa zanalaš to pove, kako je bilo povedano. Torej vidimo, kakšne ljudi nam postavljajo strankokracija, ne, na neke položaje, ki niso tisti, ne, ki so najbolj odločilni, čeprav bi morali biti okoljski minister, po moji oceni, najbolj močna persona v tem cajtu v Evropi. Ne. Najbolj močna, kajti tukaj noter je skrito vse. In napačna ekonomija, in ropanje naravnih virov, in uničevanje človekovega zdravja, in uničevanje narave. Torej, tukaj noter je prihodnost zakodirana. Ne neki gospodarski minister, pa neki bankiri, pa neki pravniki, ki jih pojma nimajo v nič, ne, ki jim zakone še petajo lobisti, to dobro vemo, kaj se dogaja, ne, se jaz vem te stvari, ki smo imeli, recimo, ena anekdota, malo za sprostitev, ko se je sprejemil zakon o vodah v Sloveniji, je en veliki pravnik, en veleum iz okolja, ki je preambulo govoril predloga zakona, se v tem ugotovil, da temeljni pojmi, kaj je okrog reke, niso notne, torej rečna loka, stranski rokavi, povirna močvirja, to spada vse v reko, ne. In ko sem rekel, zakaj pa loke ni not, recimo, on me gleda, torej publika je ogromno, in rekel, zakaj pa mogla biti Škofja Loka v zakonu o vodah? To je nivo. Ne ve, da je del rečnega telesa loka. A ne mislim, da mora biti Škofja Loka. Torej, ja, upam, da bo nadaljeval, no, No sej, lahko smo pa videli, da ni prav lahko, ne? Seveda ni. To, kar bova rekla, da On bova ima stari grehov, veste koliko. To je prednost, ne? Da nekdo pride kot nov in da ne pokriva najprej svojih starih napak, pa napak v svoji stranki, kjer so bivši kolegi, tako jaz mogoče lahko povem, da to je zelo pomembno. Vidi se, da si prizadeva, ne nazadnje menil si vstop tega Stavil je direktor Arsa, kar se mi zdi, da je bila tam je res izjemno pomembna. Arso je ena najbolj pomembnih inštitucij, ampak hotela sem reči, v tisti oddaji ste lahko videli, ne vem, je bila neka tarča, kaj je neki, kako in na kakšen način se izvajajo pritiski, in kakšno zato imaš kako prav, kakšna oseba mora sedeti na tej funkciji, ima hrbtenico, ima korajžo, ima pogum, grožnje so, ki sežejo do otrok, do družin. To danes ni več hec, to niso neke zgodbice, ampak so zadnji res hudi interesi, pa sva se prej pogovarjala, da mogoče zaradi teh razjasnitev še kakšno besedo o Prekmurju pa o Ja, tam se marsikaj dogaja, recimo, ko smo imeli fracking, jaz sem bil tudi tam udeležen na povabilu ljudi. Poglejte, ko smo začeli preiskavati, odkje ta firma prihaja, ki ne bi fracking delala v Prekmurju, vse tega tudi ni v medijih verjetno bilo, smo takoj ugotovili, da prihaja iz Deviških otokov. In smo ugotovili iz katerega naslova, torej iz neke stolpnice, ker je registriranih, da boste verjeli, 14.000 podjetij. Deviški otoki, veste, kaj so to, tam se deponira ukraden denar, kriminalni denar, in tam imate kaselce, kjer je samo poštni predal. V eni sami hiši, ki se imenuje Ugly House, je 14.000 podjetij registriranih. Med njimi tudi ta, ki je naj bi fracking delal v Prekmurju. In to je pa tako. Pošel pa denar do nas, in je bil joint venture s Petrolom, pa tretja firma ustanovljena in ne bi delal fracking. Zakaj pa nas? Ker je v celi Evropi, razen na Poljskem, prepovedan. Ne sme se izvajati. Celo v ZDA, ker imajo fracking za skrilavci, pa nas ne bi na peščenjakih, torej druga geologija je 12 ameriških držav prepovedalo fracking. Torej vidimo, da ne gre za nedolžno stvar. In zadnja prepoved, ki je bila v Evropi, naredila Anglija, ko je Anglija zahtevala od korporacij, ki izvajajo fracking, da jim povejo sestavo kemikalij, ki jih brizgajo
v te globine 2500-3500 metrov pod silnim pritiskom, da razženejo kamnino in sprostijo plin, so korporacije rekle, sestava kemikalij je poslovna skrivnost. Potem so pa Angleži rekli, potem pa ne boste dobili dovoljenja in so jih nagnali ven. In potem so prišli k nam. Mi pa nimamo ne zakonodaje, in smo ena redkih dežel v Evropi, ki sploh zakonodaje nima za fracking, in evo tih tle. Na srečo se je tam ljudstvo masovno uprlo. Jaz sem bil na tem zboru, ko smo imeli v Lendavi, v sinagogi tam, ne. No in zaenkrat smo uspeli ustaviti, no in Leben videl, ki je prišel na položaj, da tle je mrske čudenga in je tako odstavil direktorja Arsota, ne. Ker mi smo šlo pa do izsiljevanja, ne, in do raznih napolkriminalnih dejanj. Zdaj oni jokajo došli na Hrvaško delati, Hrvatska pa tudi nima zakonodaje, torej popolnoma nezakonito, brez skritja, brez varščine. Zdaj pa jasno, če vam neka korporacija našiba, ker v teh bi rekel temu, koktejlih teh kemikalij je več kot 10 kemikalij naenkrat zmešanih in to briznejo v globino, ampak to pride ven. Zdaj jasno, kontaminacija podtalnice, kontaminacija te vode termalne, ne, uničeno za stoletja, in če to pride do vodovodov in pride do umiranja ljudi, ne moreš nobenega tožiti. Ker mi lahko najdemo potem čez 20 let, 30 let najbolj stopene kemikalije, ampak odkje pa vemo, da oni bo rekli, sej ne veste naše sestave, ne? Mi ne vemo sestave. Torej bi mogli vedeti sestavo tega koktejla, ki se brizga, a kje je pa to njihova poslovna skrivnost, ne more biti nobenih sankcij, ne? Torej vidimo, da so kriti, če je država tako trapasta, da nima ustrezne zakonodaje. Tako da upam, da bo tam, mislim, da bo tam ljudstvo zmagalo, da bo ta zadeva skokala čez mejo, tam kamor spada. Ja, tudi tja ne spada. Ne spada nikamor. To ne. Sej nimamo rad Da Hrvatov, Deviška otoka pa ne tam ja, naprej. tja ne, ta pa ne bo. Jaz tudi Hrvatom ne bi rekla, saj so tam pravzaprav ravno tako. Ne so povezani čez mejo. A veš, kot da mislim, da nikamor ne paše. Tudi v Lendavi so, V Ameriki je to en hud boj okrog tega, Ja, ne. To so v bistvu pokrajine, ki so uničene in tam so staroselci se pravzaprav najbolj uprli in je zgodba taka, da tam, hvala Bogu, da imajo pa države lahko, ameriške države, posamezne, ne, lahko na nekih točkah svojo zakonodajo, da so se pravzaprav države uprle, ker država in Trump in ostali bi se pa to šli, pa je bila to ena prvih zgodb, ki jo je hotel naprej razvijati. No, če lahko, da smo dali neko idejo, če sem prej omenil Slovenj Gradec, eno borbo v Sloveniji, torej 3500 podpisov proti Hmelju, z jasno zgodbo, ko sem prej omenil Gasico Socke, je to ta pomor ljudi. Poglejte, torej Hmelj ne bi pridelavali kmetje, ampak so špekulanti od kmetov zakupili zemljo, na kateri ne bi delali v Romuniji pa Bolgariji, na hmeljiščih, to je kot prvo, ne. Hmelj ne bi prišel do oken prebivalstva, dobesedno, ker Slovenj Gradec je mesto in ima tudi tam na robu so bloki in stolpnice. In ko sem šel jaz gledat pravilnik, pravilnik o varni rabi pesticidov, torej zakonodaja, ki velja pri nas, ne boste verjeli, koliko je varni odmik. 5 metrov od njive, ki je škropljena. Mi imamo zakon, ki tako govori. Torej, če je hmelj visok 80 do 10 metrov hmeljišče, 5 metrov stran so lahko okna prebivalstva, oziroma 6 metrov, pa 5 metrov pa 10 centimetrov. Je dopustno, to je varni odmik. Spomnila se mi je zato, ker sem pa iskal, kje je v Evropi primerljivo in sem najdel, da imajo največje borbe v Kaliforniji, trenutno za te odmike, in so v Kaliforniji zahtevali, da vsi intenzivni nasadi, to imajo v glavnem, imajo te ta sadež čudovitno, pri nas tudi raste mandeljni, ogromne mandeljne, nasade pa citruse, in oni imajo pa distrikte, tole Kalifornija ima kot distrikte, ki je velika dežela, in vsak distrikt ima zase svoje pravila, in tam so Kalifornijci dosegli že odmik 300, 400, 500, pa tudi 1000 metrov od naselij.
ne smejo škropiti. V Ameriki pa ste, torej Kalifornija posebej, ne. Mi imamo pa 5 metrov. Zelo zaveščena. In potem pravijo, da je vse v skladu z zakonodajo. A kdo je ta zakon? Mi se vprašamo, kdo je ta zakon pisal? Kdo ga je podpisal? Da je to varno. Torej, če imaš vrt, pa če ti sosed poliva, s kakšno škopilnico motorno, najhujše strupe, 5 metrov stran te lahko, mega zanosen, ni veter, nima mega vpliva, skratka, no problem. Potem se vprašamo, vedno, ne, kdo to, da je te zakone sprejel, kdo je podpisal, ne. Kakšne pesticide pa uporabljajo pri hmelju? Ja, jaz sem delal analizo tveganja, ko so ljudje prosili, uporablja se 12 pesticidov, hmelj se škropi 22 do 24 krat na leto. Najbolj Od teh 12 strupov jih 6 spada med visoko tvegane kontaminante po svetovnih lestvicah. No. In ko sem jaz to pač poslal, je prišlo do razprave gor, jaz sem to tam bil. In potem je Hmeljarski inštitut 2 prepovedal, no, od teh 6 najbolj nevarnih. S tem, da imamo tudi tam konflikt interesov, ne. Je pa župan, ki je zdaj letu, vidimo, da civilne iniciative so žele župane menjati. Je zdaj nov župan, ki bo hmelj odmaknil. Je pa od župana žena kot prva bila direktorica glavne firme za odkup hmelja. Tako da vidimo, da imamo konflikt interesov, tako kot imamo tukaj pri Moravčah, ne, da je žlahta od župana ena od vodij ali pa lastnikov geološkega zavoda. Čudno, da pivo pijete, ponovno. Veste. Kako? Čudno, da pivo pijete, pravi. Vsi dol ga pije. Slovenskega hmelja ni nič. Pa se to kruh jemo, no, se vse. Ja, to. Jaz predlagam, da sva že kar dolga, tako da Če bo še dokaj no, vprašal? točno to, da rečemo še za 2-3 vprašanji, prav imate kaj Jaz bi še nekaj, res izkoristil tole priliko. Torej, mi smo zdaj začeli eno akcijo, bomo stopnjevali za prepoved glifosata v Sloveniji. Totalno prepoved, ne. Poznamo glifosat, pa povezavo z Monsantom, ne, pa njihov Roundup. Mi imamo pa tle boom efekt, na masovno se prodaja in se masovno uporablja in se poliva paste. Železniške nasipe, avtoceste, parke, pokopališča vsa, parkirišča vsa, igrišča, Golf tudi? ne golf ne. Igrišča v vrtcih pa v šolah, to se otroci pa igrajo. Torej, tisto, kar je WHO razglasil, da je potencialni kancerogen, je delovalo na ljudstvo. Ampak potencialno kancerogenih je itak polovica pesticidov. Tisto, kar je bistveno pri glifosatu, pa si zapomnite, je to, da je totalni antibiotik in da je metabolični strup. Kajti prvotno je bil registriran kot antibiotik, potem sem ugotovil, da je bila bolj tanjega prodajati kot herbicid. Torej, kaj vam uniči? Male doze v hrani, ker glifosat je posod, vam uničijo ne samo življenje v prsti, torej bakterije v tleh, ampak mikrobiom črevesju. Torej, bakterije, ki so osnova našega imunskega sistema, vam začnejo radirati določene bolj občutljive seve, ki odmrejo in se potem v ta prazen prostor razširijo druge bakterije, ki so lahko zelo nevšečne, pa so patogene. Zato mikrobiom je v popolnem ravnovesju in če je zdrav, imamo lahko mi vsi najhujše patogene, pa vedno v zbolu, ker jih druge bakterije v ravnovesju držijo. Če imaš pa glifosat v ostankih, ti pa zruši mikrobiom. Po drugi strani pa tisto, kar je pomembno. Da je metabolični strup pomeni, da, zdaj ne bom govoril biokemija, ampak šikimatni niz v citusu, v ciklu citronske kisline blokira, torej ne mi od rastlin, ki so tretirane s tem, njim se nič ne vidi, da je kaj narobe z njim. Samo ta del metabolizma blokiran, ne dobimo aromatskih aminokislin, določenih esencialnih aminokislin. En kup aktivnih substanc, pa encimov v hrani ni, ker je ta niz uničen, ker je blokiran in rastlina ne producira izjemno pomembnih snovi, ki bi jih morali mi dobiti v svojo hrano. To je pomembno.
Zato, če bo treba kakšen klik narediti v podporo prepovedi, zdaj so neki mencali, da bo kao prepoved na javnih površinah v roku 5 let, To zdravstveni minister bi to zrihtal. tako naprej, ne. Torej, Avstrijci pa Švicari imajo, na Eisenbahnu imajo izparov uničujejo plevel mimogrede, ne, ne rabijo stupe polivati, ne. To, da sem pa jaz videl po vrtcih, da škropijo igrišča otroška z glifosatom, z gumefektom. Ampak se to ne najbolj smiselno bi bilo tudi malo v svojem okolju vprašati, ne? Tudi jaz seveda. Jaz vem, da lansko leto je bilo zelo čuden na sejmu, kar naenkrat je plevel zginil. Tako da bomo mogoče prek slamnika to pozvedali, recimo, kako je pri nas, no? Ali kaj uporabljajo za plevele v naših. Ja, mi smo imeli primer, recimo pred leti smo imeli primer, ki je prišel diklobenil v največje črpališče Hrastje, ki Ljubljano oskrbuje s severa, ne. In pa smo ugotavljali, ki je prišel noč, smo ugotavljali, da pokopališče Žaleg je polilo 8 ton strupa, jasno, vse te peščene poti, pa vse to, kar plevel raste, ampak 8 ton porabiti, to pa šlo vse po talnico in je zastopljen črpališče, še danes je zaprt. Hrastje. Vidimo, kaj se dogaja, ne, in kakšna orjaška družbena škoda je, če daš ti nekomu v roke strupe, ki ne ve, za kaj gre. Vprašanja? Ok. Kaj je bilo s tistem 3 ladjam še ostalim? Saj tam je všeč, saj Smo smo. šli do Lojze, da Čakno. Ja, torej v tej osnovni zgodbi, ki sem jaz iz več virov poskušal dobiti, ne, celotno zgodbo, nihče ne omenja, kaj je razumen trem, ne. Vsi govorijo o usodi meduze. Je pa v eni od teh pripovedi glede meduze pa navedeno, da je ena od teh 3 ladij bila tista, ki je unih 13 strašila, unih 15 strašila. Ena od teh, je le prtavala tam bliže. Je le že malo dolgo od tega, a veš, bilo je težko. Ne, Izvolite. vidi različno piše. Izvolite. Izviram iz Šoštanja, pa me zanima, a imate kakšne podatke, kaj se po noči tam kuri v termoelektrani? Govorite, da se zdravila, pa včasih je kak čuden duh, pa se imate kakšne podatke? Ne, podatkov nima, vse verjetno, glejte, vse te zgodbe, kot so te velike kurišča, ne, kot je Anhovo, ne, ki sem prej omenil, da se kuri odpadna olja, ali pa kar je bilo Lafarge, ko so gume kurili tudi, ne, vse to se na veliko kuri, ne, to je velik šef, ne. Torej, edina varianta, da se ljudje samo organizirajo in da začnejo zahtevati neodvisne raziskave. Ponovadi, mi za Lafarge vemo, da so merili takrat, ko so prišli meriti, takrat niso gum kurili. To se je bilo dogovorjeno. Kajti, kada ti kuraš plastiko ali pa te materiale iz gume, imaš obvezno dioksin not. Je pa najhujši strup, kar ga pozna znanost. Poleg tega se akumulira v telesih in maščobi. Ampak recimo to nekaj, kaj da je ena od variant pri plastiki je tudi, ne, sežigalnice. Imaš Edin zaprt sistem, kot ima Dunaj. stališče v zvezi s tem, Ne, ker to pravim- bo debata, ne? Ja, edin zaprt sistem, ki je Dunaj, samo moram pa nekaj povedati. Torej, nas so probali že v Sloveniji Nemci uturiti neke zastarele tehnologije sežigalnic, ki so jih tam se odrekli. To je bilo v času, ko je bil Kopač minister za okolje. No in takrat smo kuj preprečili, kajti nekaj morate vedeti. Sežigalnice so izjemno različnih cenovnih razredov. Ena decimalka bolj čiste emisije pomeni faktor 10-krat dražja sežigalnica, ne. Če je popolnoma zaprt sistem, je to tak znesek, to cena ponori pa poskoči, torej na desetinko, ne, je recimo ena, ne. Če imate na stotinko pomik, je 10-krat dražja, na Se pravi, bo treba paziti, da bomo 100-krat imeli čim dražja. dražjo. V Ja, tem seveda, primeru. moramo videti, tukaj je cena lahko zelo berljiva, ne morem meni reči, smo pa dobili toliko poceni sežigalnice, kajti una, ki je zelo kvalitetna, je izjemno draga. To mora biti zaprt sistem, ki ni menih emisij, da bi šla v zrak. Čim vi sežigate plastiko, kjerkoli imate takoj dioksine not. To se ne moreš izogniti.
Torej, edini zaprt sistem je taki, ki ne dovoljuje, da upravljamo. Še kaj? Zvoli, Dani. Jaz sem samo en komentar, pa bi te prosila za tvoje. Ko se mi zdi, kot da je cel svet na avtobusu Arta pa Sivine, ampak da se ne dogaja očarljivi skupinski samomor, ampak se dogaja neočarljivi skupinski umor. Kriminal. Kako je v bistvu, a je sploh, kje so vzvodi, pri kom so vzvodi, ali se stoično obsedi in reče, civilizacija je v zatonu, počakamo, kaj se bo zgodilo. Jaz ne vem, kje je ključ. Ja, jaz ne razumem tvojega, kar si povedala kot nek fatalizem delež od tega. Ne? Jaz vedno pravim, da je rešitev vedno v afirmaciji lokalne skupnosti pa lokalne ekonomije. Dejstvo je to, ne? Da te osnovne biotske potrebe, ki jih imamo za preživetje, moramo zagotoviti na lokalni ravni. Ne? To je bistveno. Ne? In če vsak nekaj v tej smeri postori, bomo bolj odporni na te sprejeme in šoke, ki nas čakajo. Dejstvo je, da nastaja en lep stavek, sem se zdaj spomnil, ki je malo filozofski, pa pravi tako: ko staro umira, novega pa še ni, je vmes obdobje pošasti. Ne vem, kdo je to rekel, en zadnji filozof, se ne spomnim zdajle, ampak mi smo zdaj v tem obdobju pošasti, ne? Ker nam deluje vse strašljivo pa grozljivo, ampak v bistvu ni. Staro umira, nova pa nastaja. Ne? Ker vode niso lokalne, zrak ni lokalen. Ja, ampak novo pa nastaja. Ne? Kakšno bo to novo, ne vemo. Lahko pademo v totalno represivni sistem, ne? Kot ga napoveduje Big Brother, ne? V tem smislu. Ali bo pa nekaj čist novega, da bo človeštvo streznjeno. Jaz samo to upam, da ne bo potrebna katastrofa, da nas strezne. Ker bo potem veliko mrtvih. Sam zmagajo pa skozi zmerno močnejši. Dani je vprašala, ali je to ni samomor, to očitno je umor, ne. Ni res. Je samomor, ne. Ker če to ne bi bilo pol, mislim, da v življenju ne bi šlo več v nobeno štacijo. Jaz bi to ne sam to dodal, da me da nekaj prav, da gre za umor, ne. Ja. In nekaj iz tega, ker zdaj si govoril o sežigalnici plastike, ne. Plastika sama po sebi ni nič škodljiva. Zakaj jo sežiga? Govorimo o sežiganju gum. 70% gume se znuca na asfaltu. Ja, seveda. Mikroplastika ne nastaja, da bi jaz plastiko mencal. Noben ne ve, 99 mikroplastike nastaja v pralnem stroju. Ja. A veš, mi pa govorimo o vrečke, pa ribce kažemo s tem. Ne, mi smo odgovorni, da plastika konča v reciklaži. Naša osebna odgovornost. Mikroplastiko je pa treba tehnologijo filtrati, ker se bo iz te vode, ki je 99%, da bi več čistilna, druga ven potegne. In tam je problem, ker nastajanja mi ne razložimo, kaj nastaja. Guma se znuca na asfaltu. Kam gre? Okolje. Seveda se... Treba narediti, ne vem, avto, ki ne bo na gume. A veš? Ne, se strinjam se v bistvu, če gledamo zdaj... Zdaj, rečemo emisija, gume se žigajo, joj, hudične. Ja, vse je tudi. 70% gum pa znuca samo na asfaltu, v mikro, v prahec, ne vidim. Nisi in Ja, se je, manj. So vedno, ko je katastrofa. In to dan jim pozadja. Pa ste sam gume, Jaz sem sam tako kot primeral, ravno na gume. gume, ki se ne Nisem znucajo. izvola gume. Gume, ki se ne znucajo, so že naredili. Samo te gume so šle v trezor. Seveda, Bog ne daj, ne. So šle v trezor. Bog ne daj, da take gume Ja. proizvajajo, ne. Ja, prav. Ne, še nekaj v naravi, recimo, kar je zanimivo, včasih moramo večkrat časovno odmakati, da nekaj razumemo, kako narava to deluje. Ne? Torej, ko je v dobi karbona, ki je evolucija, ko so rastline začele sintetizirati lignin, ne? Kar nekaj imamo mi drevesa, prej so bile rastline prihlikave, ne? Lignin je dvignil ta moč lignina, ta nova struktura, nova biosinteza te snovi, je
pognala rastline v zrak in so dobili prve gozdove. Ampak kaj se je zgodilo? Ne vem, koliko let je bilo vmes, ampak je kar nekaj trajalo, nekaj milijonov let, to je za človeško pamet neznosno dolga doba, so potem bakterije mutirale, torej se prilagodile, so začele razgrajevati lignin. S tem je prišlo v bistvu do reciklaže v naravi, ne? Torej jaz sem trdno prepričan, da mi prekratek živimo, ne? Da bo tudi sedanji svet bakterij našel rešitev za razgradnjo plastike. Ali to čez milijon let ali pa čez 2, ne vem. Sigurno pa bo. Ampak to je pač rešitev narave, ne? Mi pa zdaj rešujemo v bistvu to, kar je Tanja rekla, trenutno resnično vse kaže na večkrat bolj zakompliciran samomor. Dobro, jaz sam še, dajmo reči, dolgi smo res še eno vprašanje. Da mora biti konc. Izvoli, Janez. Dele je, moralče so aktualne, ne, zato so pač, mi imamo tam vrtišca se omenil, grejo noter zdaj ugotovljene že težke kovine, vse sorte take. Vrtišca, kdor ve, kdor ne ve, se izliva v Gradiško jezero, to imamo, ta Gradiško jezero imamo mi zdaj približno 20-25 let, odkar je avtocesta, ne, je bil narejen kot razbremenilnik po plavah. Mi imamo Gradiško jezero zdaj za naravni rezervat, ne, krasna narava, pojte, kdo še ni bil okrog njega, ampak, a zdaj to pomeni, vrtišca pa teče direkt v Gradiško jezero, da mi delamo not temperano bombo, ker to se pravi, težke kovine ostajajo v Gradiškem jezeru, tako naprej. Muljo. Ja, danes, kdor je pa gledal, danes ta prve poročila, je bil že Leban osebno je izjavil, jaz ne bi dal roke za njega v ogenj, da bo tožil moravškega župana, a ne? Ne, rekel je, da bojo odškodninske tožbe, če bojo meritve pokazale, da je bilo pretiravanje. Do zdaj so še zmeraj tako pokazale, da so bile vlade, da so bile na roko vlade. Ne, vsi take toksini, kot je dioksin in podobna določina, ki je tudi na kemiji so nastala, večina konča v živih organizmih, veš? Del pa v mulju. En manjši del v mulju. Ampak skozi prehransko verigo se zadeva kopiči. Tle bi mogli, recimo, jaz sem že predlagal, takrat smo imeli to razpravo o kemisu, bi treba testirati ribe dol vodno na Ljubljanci. V tvojem primeru bi treba testirati ribe v jezeru, da bodo akumulirale strupe not, pa tudi ptice, ki okoli gnezdijo. To boste videli anomalije po njihovem vedenju, ne? To so v bistvu kemikalije, ki so izjemni hormonski motilci, ne? To se vidi, to lahko ornitologi takoj ugotovijo, pa če bodo ribiči določene število rib odlovili, se lahko takoj v njihovem tkivih najde strupi. Ni problema. V letu. Jaz bi pa sam prosil nekaj, da bi enkrat pogledal takole malo, recimo tale, ki je bila včas v pekarna, tamle izkop v Mengša. Jaz tam veliko plavam, pa so nekaj rekli, da so ene sode spode včas vozili pa to. Tam bajar, ki je tam od cerkve tja notor, vse verjetno ve. To bi en potapljač sode najdel, tako je. Skoraj vsi Če se en potopi, no, pa jih biti. Skoraj vsi domžalski bajarji v občini Domžale imajo to, kar si ti zdaj povedal. Ampak mi smo ugotovili, da je bolj, da se jih čist namer pusti, ker so tako rekoč, zdaj še, a ne, se, tako je bilo takrat rečen. Ja, sam to traja 30 let, Kaj pa bo, ampak treba bo pa enkrat se tega Zanimiv je lotiti. to, glina je pa čudovita stvar, ki je Tako da je stvar je kar precej. Na Dravskem polju imamo 11 deponij, rekord, ko smo zakopavali strupe, torej od 72 naprej, je bila prepovedi DDT-ja pa teh alganoklorov, in rekorder je Kozloderčeva jama, ki ima 45 ton kontaminirane zemlje. In ko je prišlo do masovne zastrupitve vodovodov, kaj je takrat ta država naredila? Iz 0,1 doze je dvignila na 2,0, pa je strup zginil.
Ne, pa ni več. Pravniki čarajo, oni so najbolj mogočna. Kako že denar troši, da strup uničeš? Najmanjša Dopustna doza, prideš dopustna pa... doza. Vse to so naredili par let nazaj za Celjsko kotlino. Zdaj pa vse zdrav. A lahko sam nekaj še povem? A kdo ve, Robi, da imamo prvojske gmajna zakopane bojne strupe. Bojne strupe. Okrog leta 60 so se pa zakopali. Kje to? Kjer manj? Prvojske gmajna. Prvo biti industrijska. Mi smo pred letom rekli, a veš, da bi bilo dobro, da te starejše ljudi še malo preden vsi pomrejo, povprašam, ne. Mengaške pole je polhan stvari. Uradomlja, Hrvatski Bajer. Ene par stvari se spomniš na Podrečah, ker so kar eni sodi priplavali. Tamle ven. Skratka, Helios je vozil okrog in krog in krog. In dobro bi bilo, ker ljudje zdajle še to malo povedali, da bi vsaj te točke vedeli, kje so, ne. Ampak tudi to se ne dela, ne. Lahko eno inteligentno vprašanje še. Torej, strupi so. Vse to je zdaj po celi Sloveniji. Kaj, oziroma kako bi pa morali zakopati in deponirati, da bi bilo prav? Ok, veliko denarja rabimo za to, ampak to očitno ni problem. Denarja. Zdaj je to prepozno. Kako bi to lahko Sod razpade čez tok pa tok let. Pa nima se kjer sploh sekirati. Ne razpade vse, veste. Kam bi mogli to zakopati, da je to urečno? Neke stvari so trajne. Jaz mislim same sode, sam sod. Sam sod. Soda spad, seveda. Dobro, jaz predlagam, da se ta debata pol še nadaljuje tudi pri vas doma. Malo se hecam. Takole, knjiga, ne, tole je tudi na prodaj, tako da si jo, a zdavke bo prišli danes? Izjemen popust. Izjemen popust bo dal, podpisal bo, tako da kdor še nima, kdor še ni prebral, jaz jo dajem v sklop tistih knjig, s katerimi si zelo lahko zelo veliko stvari na en širok način pogledate. Naslednje srečanje bo malo drugačno. Bomo se dobili z alpinistom Bogdanom Biščakom in govorili o njegovi knjigi Igra in biseri, o smislu alpinizma. To bo februarski pogovor. Jaz bi se pa danes vam zahvalila, potrpežljivi ste bili, te stoli niso vsi najbolj udobni. Prav gotovo pa na prvem mestu se vsi skupaj zahvalimo Tonetu, da pravzaprav je ena taka, po en stran so rekli, da je aristokrat, po drugi stran pa mislim, da je tudi vest tega našega prostora, da upravlja izjemno zahtevno nalogo, da pravzaprav velikokrat spregovori v imenu tistih, ki morda ne znajo tako artikulirati besede, ki ne znajo povedati, ki mogoče tudi nimajo toliko korajže kot Tone, ki se res na vseh koncih izpostavlja. Tako da jaz mislim, da si tudi za ta del, ne samo za to knjigo, zasluži aplavz. Kaj? Ja, vse smo rekli.